In zdaj nas je v tem studiu kar nekaj. Najprej, seveda, naš prijatelj, naš hišni strokovnjak za eksotične živali, Stane Močnik iz Društva ljubiteljev eksotičnih živali Stalgo Exotic. Stane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In Stane je pripeljal 3 prijatelje in prijateljice. Stane, najprej povej, kaj imamo mi zdaj tu v tem studiu. Čudovite živalico. Živalice. V tem studiu imate zdaj 3 vrste ptičjih pajkov. Aha. To so Gramostala rosea, Lasiodora parahibana in Brachypelma boehmei. To so 3 vrste ptičarjev. In te ptičji pajki so danes prišli malo vam na obisk. Ptičji pajki pomeni kaj, da ptiče jejo? Ali... Med drugim tudi, ja. Pač to so oznake teh živali, jejo. Ptiče, srne. Srne, glih, ne. To ti veliki bi lahko enega mladiča si izvleko, ne? Odrasle miši pa komot. Resno. Ja. In to so tvoji pajki. In preden gremo dalje, glede na to, da zdaj na zadnje sem jaz, kako mu je bilo ime? Santiago, ta imel cel intervju v rokah, je čas, da danes Jeger sprejme, mislim, da Roziko dobi on, ne? Roziko dobi, ja. Dorico ne moremo dati. Ne, Dorica je malo. Dorici bi ga Rokica bubala. Bom jaz imel Gramostola rosejo. Samo za poslušalce, ne, se bomo tudi video dali gor, ampak Dorica je ogromna. Ja. Pa si tudi Rozika, ni zdaj, da bi rekli mala, ampak glej, kako to veš, Stane, to prime z roko, Rozika je navajena dotikov Jeger, zdaj pa... Jeger, veš, da iste barve kot ti, Jezus. Ja, res je. In ti zdaj moraš njej omogočati, da ona hodi. Na potke. Tak, ja. Dobro? Če ti za vrat pride, ne se vrej, pač umreš. Če zalaufa pa samo kaj? Ja, samo kaj? Zmrzni. Kako se? Ok, Jeger je torej zdaj v studiu z pajkom na rokah. Lepo, ne? Naslednjič, če bojo kakšne želvice, se jaz poljavim, ne? Ja, spuščari pa želvice. Stoji. Zmrzni. Kaj to pomeni? Ne, se ne stoji. Se zdaj ne rabi neke fejst. Ne rabi hoditi, zdaj fejst. Če mu paše, naj stoji. Menjaj roke. Tak, ja, evo. Ok, to smo zdaj naredili. Stane, mi pa smo pravzaprav pred še enim mednarodnim sejmom eksotičnih živali. To nedeljo ponovno v festivalni dvorani Lent. Tako je, letos nas bo spet veliko. Imamo 46 razstavljalcev iz Evropske unije in ti bodo razstavljali razne pkače, pajke, kuščere in podobno. Kaj bomo vse videli? To, kaj imamo tu, definitivno. Imamo več razstavljalcev z ptičjimi pajki, imamo metulje, imamo kače razne, torej imamo od bojih konstriktor do pitončkov in tudi kakšne manjše vrste. Kuščarje, želve, vse splošno od egzotike, plus seveda vsa oprema in vse, kaj zraven pač. No ja, jasno, to je pač vedno na tem sejmu, ki je izjemno priljubljen, v bistvu, ne, vedno je ful gneča. Ja, zadnja leta, zdaj je to 24. sejem že, smo delali v Ljubljani in v Mariboru, na koncu odločili za Maribor in ostali v Mariboru. In vedno več nas je, vedno več je tudi hobija tega, torej vedno več ljudi ima te živali doma in se je razvilo. Nekako v zadnjih od 2010 to delamo, v 14 letih se je to zdaj razvilo v en taki dogodek, ki je za pogledati, tudi če nisi strokovnjak ali pa če nočeš imeti te živali doma, je za pogledati, tam so vsi, kaj tam prodajajo, so dejansko tudi rejci, da so vse informacije z prve roke, ni trgovinska prodaja, ne, dejansko izkušnje govorijo dosti in v tem hobiju pa so ravno izkušnje najbolj pomembna zadeva. Wow. Jeger, si živ? Pridobiva izkušnje. Čiste primiruje. Viš kaj, se koncentriram, da res daš, da roko pravočasno premaknem. Ampak zdaj na miru. Ta gleda, ne bo čez mizo do mene dvigni, letel slučajno. Da te bo kera kamera dobila. Opa, Stanč bo odprt tudi. Jezus Kristus, kak se je zbudil. Ja, in zdaj pa še pride ven velik pajek. To pa je, Stane? Lasiodora parahibana, to pa je na večjih vrst pajkov. Ja, ker je za celo dlan v bistvu zdaj, ne? Dejansko, ja, samo tega raje ne davamo na roke, ker so malo včasih muhasti. Aha. Ta je sicer kar prijazna, upam, da ne bo zdaj dokazala nasprotno.
Okay, ja, jaz tudi ne. Lahko jo nazaj, ne? Ja, da ne bi. Ja, ne moj nazaj. Okay. Juj. Aha, noče not, pošla, idi. Stane seveda z strokovnim prijemom gromozanskega pajka dal nazaj v škatlo. Stane, kaj bi se recimo zgodilo, če bi se ta dva pajka zdaj srečala, se pravi... 1-0 za njo. Je, ne? Ja. Jo poje, ne? Ja, napadajo direkt, zato ker to je vedno v naravi tudi njim hrana, torej ker jejo druge pajke, manjše kuščarje, miši, čiričke, črve. Fajn. Edina velikost nista. Ni nekaj, ne? Ne bi bil pretepnik. Okay, ampak če bi se pa zgrabila dva enaka, si že kdaj opazoval? Ja, bi ponavadi zdaj živali so večinoma tak, ne, če ne rabi zdaj jesti, je beg prva stvar, zato ker je pač to naravno nekako. Drugače, če se dva, pač, ker je prvi, bi... En zmaga, ne? En zmaga, zdaj zakaj, ne vem. Okay. Govorimo o torej mednarodnem sejmu eksotičnih živali, Stane in njegovi pajki v tem studiu. Nadaljujemo takoj potem. Čez 8, evo nas pa smo nazaj, zdaj pa je Rozika pri stricu Dejanu. Še vedno je naš gost Stane Močnik z Društva ljubiteljev eksotičnih živali Stalgo Exotic. To nedeljo torej pričakujemo 24. mednarodni sejem eksotičnih živali v festivalni dvorani. Kaj ura je moti, ne? Ne, po mojem ne. Ne modi se nikamor, tako da po mojem ne. Ja, vidimo, ja. Ker se je kar... zasidrala na Dejanovi roki. Je kar mirna, ja, tudi pri meni je pol čist mirna ostala. Ona čuti, ne? Nosnijo polovico na eni dlani, polovico na drugi dlani pa... Čuti, da imamo radi živali. Tak je, ko jasni jutranji človek, ne? Ok, drugače, Stane, kot vemo, vsi ti pajki so dejansko strupeni. Ne, vsi pajki so strupeni na nek način, ne? Ja, vsi pajki imajo v sebi neki strup, imajo zunanjo prebavo tudi, torej oni, ko pojejo plen, dejansko ga zunaj prebavijo in ga spijajo. In zato potrebujejo neke določene tekočine, ne? In ena od tega tudi so strupi in ti strupi so, bom rekel, od nevarni za človeka do fejs nevarni za človeka. Zaravno nekih smrtnih žrtev pa to ne poročajo na svetu od ptičjih pajkov oziroma od pajkov, nekateri so sicer zelo strupeni, imamo tudi te doma, ampak ti pa niso ravno za rokovanje, no? Aha, okej. Če bi Dejana Rozika vsekala oziroma ugriznila, bi ga to fejs bolelo? Ja, pa bi postal Spider-Man, ne? Tako, to na to računam. Torej, od samega ugriza pajka ne moremo umreti. Ja, zdaj 100% ni nič, ampak od tega recimo skoraj 100% ne, zato ker to so strupi, ki so bolj nežni. Zdaj primerjalno strupov ne moramo primerjati, da bi zdaj rekel, da to je kosršen, to ker so drugačne kompozicije. Ampak bom rekel, da bi bolelo zaradi moči ugriza, ker ima kar dva strupnika sta dokaj velika. Ta recimo ima centimetrske strupnike. Kaj si hecen. Tako da si že to bi bolelo fejstno. Vse ostalo, ampak da bi pa v podlago sploh vgrizno, pa je zelo, zelo težko verjetno, sploh pri talnih vrstah, ker to so talne vrste pajkov. Ja, imamo drevesne, ne, tudi? Ja, drevesne so že malo bolj haklih, ne, kaj se tega tiče, pa tudi malo hitrejše so, malo lahko so tudi bolj agresivne, skačejo tudi lahko, ne, torej so bolj agilne, tudi malo bolj sloko izgledajo, torej so bolj suhice, take, daljše noge, suho telo, torej plezalci, klasični, ne. In kaj recimo zdaj Rozika, kaj ti daš Roziki za jest? Ona je najraje pač male moderatorje. Tebe, ja. Male moderatorje, čiričke v večini, no, pa kakšne zofobe. Zdaj mišk ravno njej ne dajamo, ker je premala, ne? Še zraste, ne, Rozika še bo malo zrasla, tam na 15, 16, 17 cm. Recimo ta velikan tukaj, to so vse samice. Samice so večje, pa tudi dalje živijo, ona živi do 20 let. Imamo ene pajke, ko živijo lahko tudi 30 let. Ampak recimo njej pa lasjodori pa lahko damo komot odraslo miš in jo postavimo. Komot, jo rukne. Jo. Okay. Aha, tako da Rozika je tako moja bradata gama hula doma, ona tudi bolj čiričke pa. Točno to, so zelenjave noče jesti. A noče? Ja, to pa moja pa ne.
Ampak zanimivo res in ogromno teh informacij boste dobili to nedeljo. Zdaj med 9 in 4 uro je. Kdaj je največja gužva? Različno. Zdaj, ena leta smo upravili, da je med 11 pa 12, torej pred kosilom. Ne? Zdaj lani se je zgodilo ravno obratno, je bilo od enih dalje. Tako da različno. Najboljše je priti seveda zgodaj, takrat je tudi največ živali na ogled, ker to se tudi živali te tudi se prodajo in potem se proda manj na ogledu in potem seveda sicer je kar dosti zadev, tako da ne bo doben prikrajšan pri obisku tudi popoldne. Ampak popoldne najmanjša gužva se pa tam seveda po 3 uri. Ja, ko že počasih konca. Počasih vključujemo, ne. Okay. Ogromno zanimivega se bo videlo in kot je povedal Stane, da je tam vsi, ki bodo razstavljali, so tudi vzrejitelji in boste dobili vse informacije iz prve roke, če bi se podali v ta čudoviti svet eksotičnih živali, ampak pomembno je predvsem, da se dobro informiramo. Ne? Ja, tudi če boste prišli na sejem, tam so vse informacije za vas perajt, ampak na koncu vedno beremo, ne? Imamo, zato je internet tudi najboljši vir informacij, se da dosti o teh zadevah prebrati, sploh ljudje, ko hočejo z otroci kupiti novo žival in takrat se treba še bolj pozanimati, ker dosti krat vidimo, da recimo gledajo bolj po izgledu živali, ne potem koliko je kaj težko lansko handlati doma. Je pa malo nerodno, ne? Da ti spustiš v okolje eno žival, ki tu absolutno... Pa živali so časovno intenzivne, ne? Recimo pajki so zelo časovno neintenzivni, ne? Lahko reš na morje za 3 tedne komot, pa ni problema, ne? Pa ga pustiš, ne? Ja, ker on lahko je na 3 mesece, ne, tudi. Wow. Zdaj, če imamo pa živali sploh pri kuščarjih, ko imajo dosti vlage, ko morajo imeti vlago, pa ko morajo vsak dan jesti, pa tak naprej, ne? Takrat pa že moramo neko nego imeti, torej vprašati mamo, če prije, meni mama hodi, ker pajkov ne želve, mi mama hrani, ne? Ko me ni, ali pa kaki prijatelj prije mimo. Drugače pač čas je pomemben in tako tudi pri psih, pri mačkah, pri vsemu pač moramo vedeti, to so živali, one same ne morejo poskrbeti za sebe, ne? In potem moramo skrbeti za njih in si vse prebrati, kaj je le možno. Preden pridemo tja, ko smo tam, se vse pozanimamo in potem vidimo, če je sploh to za nas ali ne. Vedno je včasih boljše reči neko, ja. Ja, in ne siliti, ne? Ne siliti, ne si. Ja, Stane, jaz bi se zahvalil še enkrat več, da si prišel, da si tokrat izbral pajke, ki so meni zelo ljuba živalska vrsta, moram reči, kot si verjetno opazil. Ja, razumeta. Ja, se zelo razumeva z Roziko. Samo roka ti bo počasi odpadla, ker se ne premika. Med 9 in 16 to nedeljo v festivalni dvorani Lent 24. mednarodni sejem eksotičnih živali Slo Exo, ne ga zamuditi. Mi pa bomo veseli, Stanč, naslednjič, ko prideš in nas presenetiš še s kako drugo živalsko vrsto. Nekaj, kar bo Ana držala. Ja, končno. Kuščari so na vrsti, ne? Kuščari. Lahko ti izbereš. Lahko kuščarje, lahko pa tudi želvice. Komodo, varan. Lahko, samo zdaj pač pajke, pa kače smo že imeli, kače se dotaknem, pajka se ne bom, hvala lepa. Ne boš, pride malo k tebi, jaz z Roziko malo. Saj ni ta hudo. Stane, hvala lepa in veliko uspeha pri izvedbi dogodka. Hvala lepa.